pestro dogajanje na domačem političnem prostoru pa je ta teden poskrbela vlada Janeza Janše. Šokantno, vem. Potem, ko je premier na Twitterju javno kritiziral delo nekaterih slovenskih novinarjev, je Evropsko unijo zanimalo, kaj točno se v Sloveniji dogaja v razmerju med vlado in mediji. Zanimalo jih je seveda na enak način, kot starša zanima, zakaj se njegova otroka kregata. Pač ne zanimate zares, ampak poskušaš narediti mir za neki cajt. Žal pa jim to ni uspelo, saj se je zunanji minister Anže Logar moral zagovarjati na parlamentarni seji, potem, ko je njegovo ministrstvo Svetu Evrope prejšnji teden poslalo rahlo nenavaden dopis. Dopis je zunanje ministrstvo poslalo na Svet Evrope, v njem pa je bilo zapisano, da večina slovenskih medijev izvira iz nekdanjega komunističnega režima. Logar je poslance nagovoril ob začetku seje in nato odšel. Anže Logar je parlamentarno sejo obravnaval kot debato na spletu. Povedal je svoje, pošel. No, če smo čisti iskreni, Logar seje ni zapustil takoj, ampak po 2 urah. Problem je le, da je celotna obravnava trajala 5 ur, on pa je bil njen častni gost. Zunanji minister se torej obnaša kot slavljenec, ki svojo rojstnodnevno zabavo zapusti na polovici, ki mu ni všeč program. Tako na seji nismo uspeli zvedeti, če je zunanji minister Logar sporni dopis sploh odobril, izvedeli smo le, kaj točno je vlado Janeza Janše v novicah tako močno razburilo. Glede na porast obsega kritičnih novic od 13.3.2020 bi človek rekel, da je ta pritisk očitno bolj brezzobi, ker toliko negativnih novic, kot se je začelo kar naenkrat v slovenskih medijih pojavljati po tem datumu, prej v 18 mesecih nismo doživeli. Ne moram verjeti, ampak tukaj se z ministrom Logarjem celo strinjam. Toliko negativnih novic, kot v zadnjem mesecu, že dolgo ni bilo. Še ko je bila vojna, so se končale po 10 dneh. Zdaj pa se kar ne neha, pa ne neha, pa ne neha. Kot če bi živeli v času epidemije, med katero poskuša vlada speljati svoje skrivne načrte. Ampak treba je stati pozitiven. Od začetka epidemije in prisege nove vlade je minilo komaj mesec dni. Mi pa smo bili v tem času priča samo o poskusu aktivacije vojske na meji, poskusu uvedbe policijskega nadzora in poskusu diskreditacije medijev. Naš uradni odgovor Svetu Evrope bi torej moral biti, da je stanje v Sloveniji trenutno enako kot v Černobilu. Not great, not terrible. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.